Spoštovani, na Onkološkem inštitutu Ljubljana pozorno spremljamo epidemiološko sliko novega koronavirusa v državi, ki se v zadnjih dneh izrazito slabša. V prihajajočih tednih pričakujemo težke razmere v državi, predvsem v zdravstvu. Bolnikom in svojcem sporočamo, da kljub zelo razširjenemu virusu v populaciji, Onkološki inštitut Ljubljana tudi ob podpori države še naprej neprekinjeno izvaja svoje poslanstvo, to je obravnava onkoloških bolnikov iz cele Slovenije. Z ustreznimi ukrepi za obvladovanje širjenja okužbe, ki so prilagojeni specifičnosti naše ustanove in bolnikov, smo poskrbeli za varno okolje, zato bolnike pozivamo, da tudi ob morebitnem nadaljnjem slabšanju epidemije ne opuščajo zdravljenja. Onkološki inštitut se epidemiološkim razmeram prilagaja z ukrepi in ustrezno organizacijo dela, da lahko obravnava poteka nemoteno in varno, tako za bolnike kot za zaposlene. Bolnike in svojce prosimo za razumevanje, da so vsi ukrepi inštituta namenjeni zagotavljanju varnosti, zato prosimo za strpnost in upoštevanje navodil zdravstvenega osebja. Bolnike naprošamo, da če imate znake okužbe dihal, to je kašelj, težje dihanje ali občutek pomanjkanja zraka, oziroma ste bili v rizičnem stiku z osebo s sumom ali potrjeno okužbo s COVID-19, oziroma ste bili v zadnjih 14 dneh v tveganih državah, da svojo obravnavo prestavite. Povežete se s svojim lečečim onkologom preko klicnega centra in svetujemo, da tudi kontaktirate svojega osebnega zdravnika. Bolnike prosimo, naj bodo dosegljivi po telefonu dan do 2 dni pred naročenim terminom pri nas, ker jih bo zdravstveno osebje Onkološkega inštituta klicalo z namenom predhodnega preverjanja njihovega zdravstvenega stanja. Na dan obravnave je vstop na inštitut mogoč 15 minut pred naročeno obravnavo, razen če imate naročen tudi odvzem krvi, takrat lahko vstopate 90 minut prej. Na nadzorni triažni točki prosim pokažite naročilo na obravnavo in tudi, da iskreno odgovarjate na zastavljene vprašanja s strani zdravstvenih delavcev o svojem zdravstvenem stanju. Spremstvo svojcev je dovoljeno le do nadzorne triažne točke, naprej bolnika prevzame naše osebje. Na inštitutu velja tudi popolna prepoved obiskov, izjema so seveda umirajoči bolniki. Kot v drugih zdravstvenih zavodih smo imeli tudi na inštitutu v zadnjih tednih povečano število potrjenih okužb med bolniki in zaposlenimi, kar pričakovano sovpada z razširjenostjo okužb v populaciji in ne odraža širjenja okužb znotraj inštituta. Po naših izkušnjah primere okužb dobro obvladujemo, hitro zajezimo, kar pomeni, da so naši varnostni ukrepi dobri. Seveda si pa želimo, da bi bilo teh primerov čim manj, saj s tem narašča število odsotnosti, zaradi katerih je obremenitev osebja večja. Onkološki bolniki so ranljiva skupina, ki je bolj ogrožena za težji potek bolezni. Po podatkih registra raka pa je danes že v vsaki 4. slovenski družini en član, ki je zbolel za rakom. Zato pozivamo vse državljane k solidarnosti do teh ljudi, ki so med nami, so naši znanci, sorodniki, sosedje in pozivamo k doslednemu spoštovanju vseh epidemioloških ukrepov. Prav tako prebivalce pozivamo, da v teh časih skrbijo za svoje zdravje, se ne prepustijo zdravju škodljivim razvadam ter so pozorni na zgodne znake raka in ne odlašajo z obiskom pri zdravniku. Vsi zaposleni se bomo trudili, da bo onkološka dejavnost potekala nemoteno, kar bomo zagotovili znanjem, ki smo ga pridobili v zadnjih mesecih in v prvem valu okužb, ter s trudom in požrtvovalnostjo kot vedno doslej.